Pozdravljeni! Leto 2012 se izteka in čas je, da se tudi ustvarjalci oddaje o živalih in ljudeh ozremo po preteklih mesecih. V začetku leta smo najprej obiskali ptice na Dravi. Mariborsko jezero je pomembno prezimevališče mnogih ptic in spada med varovana območja narave. Mnoge ptice tukaj preživljajo vso leto, največ pa jih lahko opazujemo prav v zimskem času. Zato smo se sem odpravili tudi mi v družbi priznanega ornitologa gospoda Božiča. Dober dan. Dober dan. Katere ptice je možno vse opaziti tukaj v tem času? Ja, v zimskem času se tukaj pojavlja veliko število vodnih ptic. Tako je možno v enem dnevu opazovati tudi 20 ali celo več vrst vodnih ptic v enem dnevu. Mogoče naštejeva nekatere najbolj značilne? Ja, najobičajnejše vrste so mlakarica, to je ta naša najobičajnejša vrsta divje race, potem liska, ki smo imeli priložnost prej opazovati in posneti, potem labod grbec, kormoran, mali ponirek, čopasti ponirek, pa še dve vrsti rac potapljavk, čopasta črnica in sivka. Te ptice tukaj preživljajo zimo ali se morda samo ustavijo? Ja, različno. V tem času tukaj preživijo zimo. Pravimo, da te vrste prezimujejo, pozno jeseni priletijo sem in nekje tam v začetku pomladi, februarja, marca bojo pa to območje zapustile. Drugače se pa v času selitev na Mariborskem jezeru nekatere vrste ustavljajo le za kakšen dan ali dva in to območje uporabljajo za počitek na selitvi. Bodisi spomladanski, se pravi v obdobju, ko se vračajo na gnezdišča, bodisi jeseni, ko v bistvu letijo v smeri proti prezimovališčem v Sredozemlju ali celo dalje. Prav mesec januar je tisti, ki velja za mesec štetja ptic. Zakaj? Ja, ta datum v sredini januarja je bil izbran za štetje vodnih ptic po celi Sloveniji in tudi v celotni Evropi in drugod po svetu. Zato, ker v bistvu je cilj tega štetja ugotoviti velikosti in trende zimskih populacij. Januar velja za nekako najbolj zimski mesec, takrat so ptice stacionarne na svojih prezimovališčih, v bistvu ni večjih premikov, selitev in dejansko takrat lahko najbolje zabeležimo in preštejemo vrste, ki pri nas prezimujejo. Kakšne trende pa vi opazujete, kar se tiče števila ptic? Ja, različno. Predvsem bom rekel, od vrste do vrste se razlikujejo. Skupno število ptic nekako bom rekel je konstantno v teh 15 letih, ko vodne ptiče v bistvu na ta način po celi Sloveniji spremljamo. V celi Sloveniji običajno preštejemo med 50 do 60 tisoč vodnih ptic, s tem, da bom rekel, je dejansko v zadnjih letih Slovenija zelo dobro pokrita. Pokrijemo vse večje, srednje velike reke, vsa pomembnejša stoječa vodna telesa in tudi slovensko obalo z obalnim morjem in mokrišči. Je pa tudi treba povedati, da je v bistvu reka Drava kot območje v bistvu najpomembnejše območje pri nas za prezimujoče vodne ptice, saj jih tukaj, bom rekel, običajno preštejemo 20 tisoč ali več osebkov, kar pomeni tam nekje 40% vseh vodnih ptic v Sloveniji. Po zimi radi pomagamo pticam, kako pa je s pomočjo vodnim pticam, jih lahko hranimo? Lahko, ne. To sicer ni potrebno, bom rekel, z vidika ohranjanja vrst in njihovih populacij, ima pa takšno hranjenje lahko tudi nekakšen vzgojno-izobraževalni učinek, tako da v bistvu tega ne odsvetujemo. Je pa dobro, da je v primeru, kadar to hranjenje izvajamo, da je to pravilno. Ni zaželeno hraniti recimo vodne ptice z kruhom, boljše z koruzo, solato in v bistvu takšno hrano, ki ni obdelana in ki spominja na dejansko naravno hrano teh vrst. V letu 2012 smo se Slovenci najbolj bali sicer majhnih in plašnih živali, miši. Za nami je namreč največja epidemija mišje mrzlice pri nas. V naši oddaji pa smo spregovorili o razlogih in posledicah te bolezni. Iz biološkega pogleda vemo, da obstajajo določene fluktuacije, se pravi nihanja v številčnosti po posameznih letih.
To pomeni, da v določenih letih, v določenem obdobju teh vrst relativno malo gledano, v določenih obdobjih, ko so pa ugodni pogoji za to vrsto, za razvoj, pa se namnožijo preko vseh meja. No, in to je tudi to letošnje leto. Seveda pa moramo iskati vzroke za to stanje v preteklih letih, ne. Vedno so pretekla leta tisti ključ, da lahko opredelimo, kakšno je potem stanje, ne, v letošnjem letu. In torej, če gledamo konkretno za to vrsto, za te miši, ne, vemo, da je bilo prejšnje leto izredno obilno, kaj se tiče obroda bukve. Ne, se pravi, to je vsakih 10, nekje okrog na 10 let v Sloveniji, ko se ta prekomerno obrod bukve pojavi. In takrat se ponavadi vedno z zamikom v naslednjih letih tudi poveča število glodavcev. Kajti bukev, žir, želod, druge vrste, to je glavna poglavitna prehrana teh glodavcev. In če imamo na eni strani dovolj hrane, potem seveda posledično se tudi močno poveča številčno stanje teh določenih vrst. Če gledamo pa to iz nekega širšega vidika dinamike v ekosistemih, naprimer v gozdnem ali poljskem ekosistemu, je pa vedno tako, da kadar se določena vrsta prekomerno namnoži, potem se tudi druge vrste, ki so v prehranski verigi nad to vrsto, se pravi, da so plenilci, da se prehranjujejo s to vrsto, tudi z zamikom povečajo, ne, skozi leta. Tako da pričakujemo v letošnjem, naslednjem letu tudi porast tistih primarnih plenilcev. Naprimer v gozdnem prostoru so to sove in pričakuje se, da bo v naslednjem letu tudi leto, kjer bo tudi teh sov nekoliko več kot pa v teh letih. Konec septembra je začel veljati nov pravilnik o odvzemu volka iz narave. Skoraj sočasno pa je bila odstreljena volkulja Tija, ki je bila v okviru projekta Slow Wolf opremljena s telemetrično ovratnico. Tako se je ponovno razvila razprava o smiselnosti odstrela volkov. Volkovi so zelo socialna bitja, ne? Živijo v skupinah, pravilno rečemo tropi. Struktura tropa je pa tako, da v bistvu tukaj gre za družine, ne? Se pravi, notri imamo dominanten par, alfa samica, alfa samec. Vsi ostali člani tropa so pa njuni potomci, ne? Prav gre za družino, kakor pač starša, ne? Pa različni ostali mladiči, recimo 1 leta, 2 leta, 3 leta. Vsak trop ima svoj teritorij, ne? In oni si morajo zagotoviti, da so oni edini volkovi na svojem teritoriju. Če lahko predstavljate, če je bilo tukaj preveč, po 5 tropov na istem teritoriju, bi v parih letih dejansko iztrebili ves plen in potem bi še sami stradali do smrti. In zaradi tega, ker pač volkovi nimajo nobenega naravnega sovražnika, je tekom evolucije se izpostavil princip samoregulacije. Se pravi, volkovi s to teritorialnostjo sami nadzorujejo svojo številčnost, da nikoli ne more biti preveč volkov. Vedno na enem teritoriju samo en trop, oni pa velikost teritorija prilagajajo gostotam plena. Se pravi, če začne plen upadati, tih je manj, oni povečajo teritorij. Če je več plena, zmanjšajo. To se zelo lepo videli pri volkoslavcu. Isti volk, ki je bil prej v Sloveniji in je potem šel v Italijo, ko je bil on v Italiji, ima zdaj 3-krat manjši teritorij, kot ga je imel v Sloveniji. Razlog je potem, da je v Italiji šel v naravni park, kjer ni odstrela in zaradi tega precej več divjadi tam. In zaradi tega nima potrebe, da bi imel velik teritorij, lahko dovolj se prehrani in tudi ne vpliva negativno na populacijo divjadi, tudi na manjšem teritoriju. In tam, če v bistvu sami uravnavajo svojo številčnost. Zdaj, v bistvu leta 2011 je bila prva taka zanesljiva ocena ugotovljena in sicer s pomočjo genetske analize in se je pokazalo, da v Sloveniji živi v povprečju nekje med 32 in pa 43 volkov. Zakaj je ta razlika? Zato, ker je odvisno kdaj. V različnih delih leta, se pravi ali pred odstrelom ali pa po odstrelu. Po odstrelu se številčno zmanjša. In ti volkovi so razporejeni nekje med 10 pa 12 tropov. S tem treba upoštevati, da od teh 10-12 tropov so nekje 4 do 5 takih, ki niso samo v Sloveniji, ampak grejo vsaj deloma njihov teritorij sega tudi čez mejo na Hrvaško. Po novem pravilniku, ki ga je sprejelo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in ki je začel veljati 1. oktobra, je dovoljen odstrel 8 volkov.
Zaradi domnevno ilegalnega odstrela v okolje Tonke in legalnega odstrela v okolje Tije konec septembra, ki sta bili v okviru projekta Slovolf opremljeni s telemetričnimi ovratnicami, se je Zavod za gozdove Slovenije, partner v projektu, odločil za moratorij odstrela v loviščih s posebnim namenom do konca trajanja projekta Slovolf, to je do konca prihodnjega leta. Zato vseh 8 volkov, kolikor se jih lahko odstreli do 30. septembra 2013, lahko odstrelijo člani lovskih družin v svojih loviščih. Za nekaj časa je bil odstrel pri nas predviden predvsem z namenom preprečevanja škod na domačih živalih. No, pa se zdaj so raziskave pokazali, da tudi kar se tega tiče, odstrel ni učinkovit. Odstrel postane učinkovit šele v primeru, da bi iztrebili vse volkove. Se pa, če mi samo par volkov vzamemo ali pa par tropov izstrelimo, se pa dosti hitro nadomeščajo. In dejansko so opazili v tujih raziskavah to, da če ti ubiješ par volkov članov tropa, dejansko ti preživeli volkovi težje lovijo naravni plen in zato v bistvu lahko še pogosteje grejo na domače živali potem. Tak, mogoče na prvi pogled ne čisto logična povezava, ampak dejansko je zdaj splošno sprejeto mnenje tako na podlagi naših in tujih raziskav, da za odstrelom mi škod ne moramo pričevati. Tako tista neka glavna ideja, zakaj se strelja volka danes, je predvsem zato, ker če bi mi zmanjšali odstrel na nič, da ne bi nobenega volka ustrelili, pač v trenutni družbi bi verjetno pomenilo, da bi se krivolov lahko povečal. In je ideja, da s tem, ko se žrtvuje par volkov, da se lahko legalno jih ustreli, nekako naj bi se s tem zmanjševal krivolov. Ne popolnoma na nič, ker tudi v primeru te zadnje volkulje se pokazali, čeprav imamo mi enega največjih odstrelov v Evropi, še vedno prihaja do krivolov, ampak verjetno bi se ta krivolov še povečal, če bi popolnoma zaščitili vse volkove. Člani društva za pomoč konjem so tisti, ki mnoge konje rešijo zanesljive smrti ali trpljenja, ki ga povzročajo brezvestni lastniki. Oktobra so odprli nov rehabilitacijski center za konje. Tam smo bili tudi mi. Ta center je namenjen konjem, ki potrebujejo daljši čas okrevanja, daljši čas socializacije, ker tukaj naj bi bilo bolj mir, bolj tišina, bolj pripravljeno vse za konje. Tukaj so tudi prostovoljci taki, ki se zelo radi ukvarjajo s konji, delajo z njimi, se crkljajo, ker konji to zelo potrebujejo, ljubezen crkljanje in kadar imajo tega zadosti, veliki hitreje okrevajo. Društvo za zaščito konj je prostovoljna in neprofitna organizacija za pomoč živalim. V letih delovanja so rešili in oskrbeli mnogo zavrženih in pomoči potrebnih konjev. V sebi imam 4-letno kobilo, posavka pasma. K nam je prišla v zelo težkih pogojih. Bila je v bistvu svoje celo življenje privezana na trak, pa kolikor je bilo toliko štrika, da je lahko dosegla dojesti. Ostalo se je pa v tem, ko so videli, so ji pa pač nadevali. Ta kobila ni znala nič. Ko se je zunaj peljal na sprehod, te je potegnila za sabo, ker se je zavedala svoje moči in je vedela, da v bistvu ona lahko tebe vodi kamor hoče. In smo začeli lepo počasi v maneži, ničesar ni znala in potem počasi z zaupanjem na lonžo, na sedlo, sem se čez njo vrgla. Na koncu smo, to je bil kot en tak izziv, bom rekla, mirna kobila, skratka super. Konjem poiščejo tudi odgovorne lastnike in nov, boljši dom. Takšna je tudi Klarina zgodba. To je kobilca Klara. Bila je v društvu in pred 3 meseci smo jo posvojili mi. Bila je odvzeta že od mesarja, bila je namenjena že v meso, v salame. Hvala Bogu pa je gospa Natalija jo najdla, odkrila in je postala društvo, tako da zdaj je pa gospodična na Gorenjskem. Ti konji niso nič slabši od vseh ostalih. Je pa tako, da mogoče je za kakšnega posameznega konja potrebno več truda. S tem pa to ne pomeni, da nimaš nič manj od tega, kmečemu več. S konjem vzpostaviš bolj pristno vez in s tem se da pol boljše jahati, boljše s konjem ukvarjati in pa boljše s konjem živeti. V okviru društva delujejo tudi nadzorniki, ki dobro sodelujejo z območnimi enotami Veterinarske uprave Slovenije. Nadzorniki smo v bistvu prostovoljci v imenu društva in smo v bistvu neke vrste mostiček med društvom in med veterinarsko inšpekcijo. Sodelujemo v bistvu na večjih področjih, od mariborskega do, bom rekla, tudi do koprskega. S tem, da še ni v bistvu vsaki kotiček Slovenije še žal ni zapolnjen, ampak delamo na tem.
Pristojnosti, bom rekla, kot takih nimamo nobenih. V bistvu, ko pridemo nadzorniki na neko tuji lastnini, ali pa bom rekla na neko zemljo, ki je lastniška, nas v bistvu bi lahko teoretično spodili z lahkoto dol. Ampak mi pač skušamo priti z dobro voljo, z nekakšnim razumevanjem in pač skušamo razložiti tistemu, bom rekla, ne prijavitelju, ampak tisti osebi, ki je bila prijavljena, da pač se gre za to, da jim mi kot nadzorniki, kot prostovoljci damo možnost, da se dokažejo, da konj, ki je bil prijavljen, ni v tako slabem stanju. Samo na žalost se pač zgodi, da je to zelo redka izjema. Se pravi, v večini primerov se izkaže, da ta prijava ni bila vzeta kar tako. Društvo za zaščito konj je hvaležno za kakršnokoli pomoč. Ta je lahko finančna, materialna ali kot pomoč pri delu in obraznih akcijah. Predvsem pa si želijo, da bi nas tudi ljudje spoznali, da bi spoznali naše delo, da bi videli, da ni samo reševanje tisto, da ti pomagaš živali, da je treba tudi ljudi pripraviti, naučiti, osvestiti, da s temi živalmi delajo malo lepše, ne? Da dobimo take surmake, da včasih ne veš, ali bi se jokal ali bi se smejal. To je res katastrofa. V letu, ki se izteka, smo se imeli priložnost srečati tudi svetovno znano terapevtko konj, Lindo Tellington-Jones. Svoje življenje je posvetila živalim, predvsem konju. Oblikovala je svojo lastno metodo, The Tellington Method, ki temelji na dotiku imenovanem The Tellington T-Touches, pa tudi na govorici telesa in prepričanju, da je treba živali obravnavati celostno. Že od malega je živela in delala z njimi. The hardest thing as humans for us, is to appreciate or like our bodies. And what we found out is we can do this heart hug, where we put our hand on our heart and just move the skin just very lightly in a circle and a quarter, in whichever direction feels best to the person. And we found that when you're in a state of stress and you know you cannot think, it's just like these thoughts that keep going through with your head. You just do this very gentle 1 1/4 circle and think of something you really love, like this beauty, and we come into heart coherence and we can come to a place of ideal function rather than stress. I think in the past, animals have been necessary in our life for survival. For food, for transportation, we needed them. Now, we need them for spiritual survival. Because in our cities, we're disconnected from this beauty that we see here. And when we have a cat or a dog or a bird or a little, a chinchilla or a little mouse or a rat, something special. It's like it connects us beyond ourselves to nature. And we need this connection to Mother Earth and to the nature. And so now I believe it's about survival on a spiritual level, that they remind us of our connection to this, all it is. Kar nekaj mesecev ste gledalci naše oddaje pridno odgovarjali na nagradne vprašanja, ki so vam jih zastavljali otroci. Poglejmo nekaj zanimivih opisov živali. Dolgo je, pa ima dolgi jezik. Jaz sem videla že eno tako oranžasto, pa je imela take rumene črte gore, pa eno zeleno, tako svetlo zeleno, s črtnimi črtami. Pa se dela tako zelena pa dolga, ja, pa se zvija po drevesih rada, tudi v tleju. Ko po cesto. Jaz sem jo videla v živalskem vrtu. Pa tudi včasih jo srečeš na travi. Lahko so take, lahko take, rumena. Pa ima rjave pike na sebi, pa dolgi rep, pa 4 noge. Pa ima dolgi jezik, pa jabolke je.
strani. Meni je všeč zato, ker je velika. Meni tudi. Srednjo veliki rep ima. Ima špičasto telo, pa špičaste uhe, pa 4 noge, pa ima na koncu repa metlice. Nima metlice, kremple ima na nogah ti. Če pa sem rekel na repu. Tuli. Au. Pa ima brke. Sive. Ja, brke. Zakaj imaš tako velike oči? Zakaj imaš tako velika usta? Zakaj imaš tako velika ušesa? Ko se leto izteka, je čas za dobre želje in načrte. Mi smo zbrali nekaj misli ljubiteljev živali, ki jih srečujete v naših oddajah. Zdaj, glede na to, da je čas obdarovanja in teh praznikov in tako naprej, da res živali niso darilo. Izjemoma pač nekako lahko to sovpada, da če se neka družina res že dalj časa odloča za žival in da nekako zdaj, ki je tak čas, hočejo sprejeti k sebi žival, je tako nekako v tem smislu lahko tudi kot darilo družini, ampak nikakor ni pa žival darilo za enega otroka, ki pač zdajle starši nimajo druge ideje, vejo, da si želi mucka in mu bojo zdajle dali mucka. To pa ni način. Zato, ker za žival skrbeti ni mačji kašelj. Tako da mora se res cela družina odločiti in mora biti to neka posvojitev, ne pa neko darilce pod smrekco. Tako pa ne gre, res. Vsem ljubiteljem malih živali, narave, nasploh živali, ob novem letu želim obilo sreče, zdravja njim in pa njihovim ljubljenčkom, vsekakor in seveda čim manj obiskov pri veterinarju in tudi mogoče, da pogledajo okrog sebe in da opozorijo, če se karkoli sumljivega dogaja z živalmi, sploh glede mučenja živali in pa ostalih primerov. Dragi gledalci, v imenu Živalskega vrta Ljubljana vam želim vse dobro v prihodnjem letu in predvsem veliko lepih trenutkov z živalmi. Rada bi vas tudi povabila, da v prihodnjem letu obiščete Živalski vrt, kjer vam bomo ponudili pestro ponudbo in tudi kakšno novo žival. Srečno! Ostaja le še čas za slovo in dobre želje ekipe, ki vas vsak teden popeljemo v svet živali in ljudi. Naj bo leto 2013 polno ljubezni, tudi do naših zvestih prijateljev živali. Srečno!